Dobrodošli v 100. oddaji Ambienti. Danes se skupaj spominjamo največjih presežkov, ki smo vam jih do zdaj prikazali. Seveda nismo obiskovali samo velikih luksuznih hiš na izjemnih lokacijah. Prav nasprotno, vse skozi iščemo majhna stanovanja in garsonjere, kajti ta so pogosto vir kreativnosti, individualnosti, verjetno pa ravno zaradi izziva omejenega prostora prinašajo številne domiselne rešitve, kako iz majhnega nastane dovolj veliko. Kljub majhnosti stanovanja si sodobnega življenja ne znamo več predstavljati brez sestavin, kot so kuhinja z jedilnim kotičkom, prostor za spanje, stranišče s prho in podobno. Kako vse te nujnosti stlačiti na 20 ali 30 kvadratnih metrov, je kar zahtevna naloga. Arhitekti priznavajo, da je to zanje dobrodošel izziv. Zato smo izbrali nekaj primerov majhnih stanovanj, ki smo jih predstavili v naših oddajah v minulih sezonah. Sredi Ljubljane si je lastnik uredil dom na vsega 18 kvadratnih metrov. Ozek in visok prostor je bil prej bolj podoben temnemu hodniku. S prenovo, beljenjem in dvigom tal pa je nastalo unikatno minimalistično opremljeno stanovance, v katerem lastnik uživa. Ob prenovi le 4 kvadratne metre večjega stanovanca so morali poiskati številne izvirne rešitve, kako vključiti vse nujne elemente, hkrati pa ne prezreti estetske komponente prostorov. Da bi dosegli čim večjo funkcionalnost, so izbrali mobilno pohištvo, torej elemente, ki jih je mogoče zložiti ali premakniti, pač glede na trenutne potrebe stanovalcev. Pomagali so si tudi z nišami. Belini omar so dodali temno zeleno, ki deluje pomirjujoče. Garsonjere navadno merijo med 30 in 40 kvadratnih metrov. Kljub dobremu tlorisu, velikemu balkonu in celo majhnemu vrtičku je bila garsonjera v bloku iz 80. let prejšnjega stoletja za nove lastnike neustrezna. Zato so se odločili 33 kvadratnih metrov veliko garsonjero prenoviti. Najprej so odstranili zasteklitev balkona in umestili veliko panoramsko steklo. Podrli so steno med vežo in osrednjim prostorom ter uredili kopalnico elegantnega videza. Lastnica stanovanja, ki meri le 40 kvadratnih metrov, je njegovo preureditev zaupala arhitektom. Ti so majhen prostor navidezno povečali z različnimi prijemi. Osrednji prostor so razdelili z diagonalnimi preseki in tako dosegli večjo dinamiko. Hkrati so omogočili krožno gibanje in prilagodili notranjo opremo, tako da jo lastnica lahko prilagaja sprotnim potrebam. Ena od hiš na Mestnem trgu v Ljubljani je menda stara skoraj 500 let. V njej je stanovance veliko 38 kvadratnih metrov. Debelina zidov in vlaga, ki prodira s pobočja, sta oteževali prenovo. Arhitekti so ta prostor, oblikovan kot črka S, razdelili z višinskimi nivoji. Ti zdaj določajo namen posamičnih delov stanovanja. Skromna sredstva za obnovo so narekovala tudi domiselnost pri izbiri notranje opreme. Med detajli, ki izstopajo, je velika živa skala, ki predstavlja del stene v kopalnici. Majhna stanovanja praviloma potrebujejo več razmisleka pri opremi. Da bi zadostili potrebam uporabnikov in optimalno izkoristili prostor, majhne prostore opremljamo s pomeri izdelanim pohištvom. Sedeži se spremenijo v posteljo, miza se raztegne ali zloži, lahko pa jo postavimo tudi na koleščka. Velikokrat je potrebno poiskati izvirne rešitve, ki pa nam vzbudijo nasmešek navdušenja, kamorkoli se ozremo.